Lepo pozdravljeni. Hej. Tokrat sva se za novo leto odločila, da obiščeva Phuket v najini predljubi Tajski. Izogibala smo se mu Dolgo. Celih 12 let. Zato, ker Zdaj pa je naneslo tako, da so bile karte sem najcenejše, pa smo rekli, ja nič, da imamo priložnost, da vidimo, kak je. In v tem videu bomo pač malo povedala, mogoče en tak kratek vodič. Ne trdiva, da sva videla vse, da sva doživela vse, ampak kar nekaj in upava, da bo to mogoče komu pomagalo pri odločitvi za če iti na Phuket ali ne. Ja. Malo švinglice. Torej, kje stanovati? Najbolj turistično, kjer se največ dogaja, je Patong. Tam ne bi stanovala. Irva stanujela na Bang Tao, zelo dolga peščena plaža, mirno, zvečer je občasno kakšen night market, je pa tam kar nekaj dražjih hotelov, zaradi tega so tudi masaže, pa kakšne restauracije malenkost dražje. Ter izleti so tam tudi dražji, tako. Nama zelo všeč, vse ko sva raziskovala, pa nama je tudi bilo območje okoli Kate. Kata in pa Kata Noi še potem južneje. Tam pa se nama je zdelo tak dober miks življenja, pa hkrati mirne plaže, dosti bolj mirne. Otok je mogoče malo prevelik za to, da bi ga vse iz enega kraja vedno naredili, zato mogoče nekaj časa na severu, pa nekaj časa bolj na jugu. To je to. Cene, midva sva zdaj v en taki lep lokalni guest house z bazenom. Taki butični, z 8 sobami, z bazenom na sredini. Teden dni čez novo leto je, mislim, da bilo 266 evrov točno. Ja, tako da mi zelo ugodno brez zajtrka, ampak super. Ok, pol imam plaže. Seveda, glavni razlog, zakaj sem prišla na Phuket je, ker sva rabila morje in plaže. Na Phuketu so lepe. Govoriva o zahodni obali, ker na vzhodu je pač Pangenški zaliv in tam ni takih lepih plaž. Samotnih plaž tukaj ni, ampak se da najti. Kaj greš vedno bolj stran od Patonga. Katerokoli smer, na sever ali na jug, vedno bolj prazne so plaže. Kot vidite, zdaj tu imamo senčnik in pač ležalnike. To je na vseh teh večjih plažah, imajo za okrog 200 bahtov za cel dan, kar je 6 evrov. Cel komplet, tako da. Tako da je priporočljivo. Kjera je najljubša? Imamo dve. Imamo dve, ne znamo se odločiti, katera nama je ljubša. Kata Noi, predvsem čisto južni del tam pri skalah, tam je fino snorkljanje, tam si malo odmaknjen, zraven je bar on the rocks, stric ima ful dobre kokose. Če imate, tako kot je nekoč v Lonely Planet opisalo, Serious Bah to Splurge, je tam en izjemen hotel, tja še bomo šla. Druga pa je tu. Ja, kje smo? Tu, na Surin. Surin. Sicer kar turistično, ampak imaš pa vse, kaj rabiš. Je pa ful fajn plavalna plaža, zaradi tega, ker kar stormo pada, tako da si hitro v vodi, hitro lahko plavaš in dopoldne je ful lepa modra voda. Kar pa še nama je tu všeč, vsaj meni. Spet čisto na južni strani so skale in tam je potem potka do sosednje plaže, do kateri pa lahko samo prideš ali s tem čavnom ali pa po tej potki skozi gozd, pa tako malo fajn je, če ima japonke, no? 20 minut peš. Bomo dala tekst. Lepa plaža, res lepa plaža in dosti manj ljudi je tam. Naslednja točka je hrana. Klasična tajska. Je fajn, če povete ne spicy, če niste navajeni, ker tukaj kar dajo čile. Na night marketih ugodno, obstaja tudi ogromno fancy restauracij, ki se jih zdaj nismo ravno posluževala. Imamo v Bang Tao eno res priporočilo, eno tako malo restauracijo. Če ste tam v bližini, res to bilo priporočilo. Za hrano, za Phuket Town. Ob nedeljah je v Phuket Townu, naprimer, nočna tržnica, Sunday Walking Street ali nekaj takega, kjer imate vse naenkrat. Sicer pa se v vseh teh večjih krajih so night marketi, ne en, ampak več, kjer dobite vso lokalno hrano in pa poceni. Izjemno dobro morsko hrano, to vsi hvalijo. O meso pa vam kaj dosti ne znamo povedati, ampak smo pa videla taka rebrca, krokodila, stejke, krokodile, vse. Tako da tudi za mesojedce je ogromno. Evo, prej smo govorila o najljubši restauraciji na Bang Tao. Tu smo, pojedla sem večerjo. Tukaj priporočava vsekakor som tam, green papaya salad, ampak rečete, prosim, ne s preveč čilija. Zelenjava v oyster sauce je dobra,
Tom Yum je odličen. Green Curry je super. Green Curry je dober, tako Nudli je. so dobre. Ja. Ja. V glavnem, nekaj pa bom pozabila povedati. Phuket niso samo plaže, lahko ste tudi kaj drugega ogledate. Naprimer, Big Buddha, taki velik bel Buddha, s katerega imate krasen razgled. Pa kak tempelj je tudi fajn pogledati, če ste prvič tukaj. Wat Chalong je zelo lepa, tukaj na severu se tudi je en tempelj, v katerem je tak zlat ležeč Buddha. Vse je še zaenkrat zastonj zaradi tega, ker se vse gradijo, ampak glavne stvari so končane. Tako da ja, gledajte se še malo kulture. Transport. Midva sva najela moped, no. Rabiš mednarodno vozniško, tudi policaji so na dvakrat ustavili, enkrat si mogel celo pihati, 0-0. Zdaj, motor mogoče, če ste navajeni. Ja, Ker prvo je treba biti navajen vožnje po levi. Drugič je treba biti navajen prometa v Aziji. Promet tukaj zna biti kar precej kaotičen, predvsem zvečer zna biti problem, ker je ogromno avto in še več motorjev na cesti. Tako da, če niste navajeni voziti motorja, ni dobra ideja. No, ker ceste so sicer super, tam lahko normalno vozite, ko pa je gužva, potem pa je pač enostavno, kaj je fizično mogoče, kje se da skozi. In tam pravila pol odpadajo. Ampak pazijo drug na drugega, vsaj imam tako občutek. So ogromno turistov tudi videla z avti. Midva avta ne bi najela zaradi tega, ker potem imaš vedno težavo s parkiranjem, z motorjem pa te težave nimaš. Drugače pa vsa ta mesta povezujejo tudi avtobusi, ki so open air, tako da vroče ni. Grab deluje. Taksijo je ogromno, Grab deluje dobro, tako da so možnosti. Vsekakor pa so tudi tuk-tuki, ki pa izgledajo drugače kot v Bangkoku, tukaj imajo 4 kolesa. In pa noter so tako fancy, narejeni, z full zvočniki, z lučkami, tako da ste kot v disku. Potem imamo napisano živali, kaj to pomeni, vsi razni šovi, sloni, tigri, kačami, obicami. Vse je, prosim, če imate radi živali, ne podpirajte tega mučenja. To je to, druga ne bomo tu rekla nekaj. Izleti. Phuket je zelo dobro izhodišče za raziskovanje tega Phangenškega zaliva in vseh otokov proti jugu. Mi pa so se odločila obiskati Phi Phi po najnem prvem obisku Tajske na Maja Bay, več ne moreš iti. Res je, turistov je ogromno, tudi midva sva 2 izmed njih in je še vedno lepo pripraviti se, pač treba na gužvo, ampak mi smo bila res čez novo leto, kar je the highest of high season, tako da to je treba vzeti za kup. Če pa imamo vmes tudi kakšne potapljače, Phuket izvrstno izhodišče za potapljanje. Potem bo Jure naredil še posebej video, zaradi tega, ker sva imela res 3 super potope, tisti dan sva mislim zadela jackpot z vsem, kar sva lahko videla, med drugim tudi lepečarka. Ampak ja, vse splača, prihaja, cena, vse informacije v drugem videu. Ja, kaj še? Sklepna beseda. Ali bi Phuket priporočala in komu bi ga priporočala? Definitivno bi ga. Bi ga priporočala, to si sicer nisem mislila pred enim tednom, ko sem prispela, ker sva bila precej skeptična. Ja. Ampak da pa enem tednu, v tem, ko smo se, moram reči, kar Patongu izogibala, pa sva vse ostalo si pogledala. Phuket ima zelo lepe plaže, prijazne ljudi, dobro hrano, poceni je. Tako da ne vem, zakaj ne. Edino, če res kdo išče samotne plaže, pa to neko tako res tako odmaknjeno od civilizacije, pol Phuket ni za vas. Tudi za nekoga, ko gre prvič nekam v res tako eksotičnega, ja. To pa ja. Zato, ker imaš možnost tega zahodnega udobja, vse pač te zahodne verige, SIM kartica spet izvrstno deluje, internet ni problem. Z bankomati, z menjavanjem denarja, tu ni nič. Vse gre, brez problema. Tako da, če se odpravljate na Tajsko prvič, je mogoče dobra izbira. Ker ima malo vsega, kaj ima Tajska. Ja. Malo kaosa, pa malo vsega, kaj Tajska ima. Evo, upava, da sva s temi informacijami mogoče koga prepričala k obisku, ali pa če mogoče komu pač to ni bilo všeč, pa tudi ne rabi iti, ne? Tako da, hvala za vašo pozornost. Če še imate kako vprašanje, če bova znala odgovoriti, nama pišite. Ja, prihajajo še 3 videe v angleščini o potapljanju, o izletu na Phi Phi ter Novem letu. tako, kako se preživi novo leto na Phuketu.
Hvala in se vidimo. Košila, Maribor. Šampion.